Ob 54. rojstnem dnevu ene najstarejših neodvisnih radijskih postaj širom sveta bomo besedo dali neposredno tistim, ki jih jezikovne prakse države postavljajo v podrejen položaj. Govorili bomo o simbolnih in predvsem materialnih učinkih, ki jih ima na vsakodnevno življenje ljudi jezik države. Na okrogli mizi bodo sodelovali Lan Ajdan Remec z društva Dih, ki deluje na področju opolnomočenja kvirovske skupnosti v Sloveniji, Abir Alžendi, begunka iz Sirije in Sandi Horvat, sovoditelj romske oddaje Kaj govoriš, Jeso Vakeres na televiziji Slovenija. Gostoma in gosti se zahvaljujemo za udeležbo. Razprava bo potekala tako v slovenščini in angleščini. In za začetek, če smo polje razprave glede na področje dela naših dveh gostov in gostje že v začetku razdrobili, ga bomo poskusili tekom dogodka splesti v oprijemljivo resnico. To je diskriminatorno jezikovno politiko države, ki se je pred nekaj meseci dokončno utelesila v sprejetju novele Zakona o tujcih. Zakona, ki bo tudi po noveli Gibanja Svobode in socialnih demokratov, sledeč ideji vlade Janeza Janše, od ljudi zahteval formalno izpolnjevanje jezikovnega pogoja, ob neizpolnitvi pa jim grozi izguba pravnega statusa, s tem pa bodo ogrozili ne le njihov socialni položaj, ampak kar obstoj v Republiki Sloveniji nasploh. Še v Levici, kjer so se zavzemali za umik pogoja iz zakona, v razpravi niso nasprotovali pogoju jezika kot takemu, ampak so se sklicevali na raznorazne postopkovno-sistemske probleme, zaradi katerih je izvajanje pogoja nemogoče. Jezikovni pogoj v zakonu o tujcih je nov primer izključevalnih učinkov jezika države, a še zdaleč ne edini. Pravno priznanje spolne identitete pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru imenuje sprememba spola, v postopku pred priznanjem spola pa so ljudje prisiljeni se podvreči psihiatrični patologizaciji. Uradni dokumenti države so zapisani v moškem spolu. Država z izobraževalnimi programi za manjšine, kot so Romi, stremi k asimilaciji ljudi v slovensko družbo. Odgovore na izključevalnost jezika države ponavadi oblikujejo akademiki iz centra, denimo v pravilnikih na ljubljanski filozofski fakulteti, kjer je ženski slovnični spol kot nevtralen zamenjal moškega. In ker smo že predstavili novelo Zakona o tujcih, bomo začeli na tem samem izhodišču. Torej, ta novela Zakona o tujcih in Zakona o zaposlovanju tujcev sicer sproščata pogoje migrantskega dela v Sloveniji, vendar hkrati Zakon o tujcih delavcem otežuje uveljavljanje temeljnih pravic, kot je na primer pravica do družinskega življenja. Zakonske spremembe zakona, ki jih je Državni zbor sprejel v času prejšnje vlade pod vodstvom Slovenske demokratske stranke, so podaljšale obdobje, po katerem lahko tuji delavci v Sloveniji pridobijo pravico, da se združijo s svojimi najožjimi družinskimi člani z 1 na 2 leti. Aktualne načrtovane zakonske spremembe trenutne vlade ohranjajo določbo, da mora polnoletni pridruženi član gospodinjstva ob podaljšanju bivanja po 1. letu življenja v Sloveniji opraviti jezikovni izpit na ravni A1. V primeru, da v 1. letu bivanja ta pogoj ni opravljen, ta oseba nima pravice do podaljšanja svojega bivanja v Sloveniji. Določba je tudi po mnenju državnih institucij, kot je varuh načela enakosti, diskriminatorna, saj državljanom Evropske unije in Švicarske konfederacije za razliko od državljanov tretjih držav za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ni potrebno izpolniti pogoja znanja jezika. Sprva bomo nekaj minut posvetili individualnim zgodbam udeleženih, nato pa se bomo osredotočili na presečišče diskriminatornih vidikov jezika. Vprašanja ali mnenja so skozi celotno okroglo mizo dobrodošla. Če pa želite postaviti vprašanje, pa prosim dvignite roko. We'll switch to English now. As we already said, Slovenia requires the family members of a foreign worker to learn a new language and pass a difficult exam in less than a year, or else they must leave the country. Abir, could you tell us a bit about your experience with the language exam? Pozdravljeni. I'm sorry about the language. Also, I speak English little. I introduce myself. I'm Abir Aljundi. I'm from Syria. I have been living here in Ljubljana 5 years.
Suddenly, 2 years ago, government get this decision about the exam hours. I get here before 5 years, the first year come to Slovenia, I get 180 hour course in Stenstuber. And after 3 years, 4 years, get this decision. Should be writing, reading, understanding, everything in Slovenian language. Okay, I'm fighting with Zavod because 180 hours not enough for anyone actually, not just for refugee come from Middle East. Arabic language, mother language, different, very, very different between refugee come from Middle East, Iraq, Egypt, Syria, Afghanistan, for example, or from between refugee come from Serbia or Russian. I have my friend, for example, Russian woman from Russian. She get just 180 hours and she passed this exam because very similar language. Okay, I'm fighting for I get just 120 hours more. All of us 300 hours. For what? This is free in Stenstuber. For what? Okay, I go knock all door organization, philanthropia, and a lot of friends for help. Some volunteer, give me some volunteer teach. But volunteer also some student. Not a professional. Everyone get in the different way. Okay, the first time 1 year ago, I go, the first time to pass this exam, I feel direct delete me in Zavod office. Direct. 1 week, I get the result, I don't pass, delete. Okay. Until now 1 year and 4 months, just I try pass this exam. Very difficult. I understand I'm inside and government in other side. Okay, give me enough course, enough hour, enough in school. It should be passed, but government don't give enough hours. Not teach very good. Yes, true. Has the New Foreigners Act affected your family in any way? I have 4 children. Yeah, 4 children, everything okay in school because 5 years they here and go direct to school. They speak Slovenian very fast and very good. What were the biggest difficulties regarding the language exam? Was it the writing test, the oral test? What was the structure of it, and what part did you find most difficult? To be honest, now I have 50-60%. I'm here, I'm understand, but the bigger problem, writing test, because you know this everything. Writing should be read, understand text, and what and writing, yeah, and writing part. And how has this language exam, which you unfortunately didn't pass yet, influenced your integration opportunities and job opportunities? How do you feel about living in everyday life in Slovenia? You know, very big problem, because the first step, delete anyone no pass this exam in Zavod. I don't have now any choose for find job, for someone help me for find job. Okay, this is the first part. Next part, delete, also cancel social money. I don't understand until now how connect knowledge, education with social money. If anyone understands this, please help me.
I know a lot of men, for example, young men have 20, 22 years. Okay, maybe can survive, but old woman or mother, single woman, or how survive? Because of the Foreigners Act, passing the language exam is one of the main conditions that an asylum seeker must meet if they want to remain in Slovenia or be eligible for asylum further down the line. I'd say this is one of the most vivid discriminatory examples of nationalism in language. On the other hand, the Slovenian government presents itself as tolerant and inclusive, but this isn't the case. What's your view of the recent language policies, considering the inferior social position of refugees and asylum seekers? So what is your view on this language test as something that you have to pass to considering the inferior position of refugees? Again, I can talk no equal between people in education. This big mistake. I'm come here, I have high school in my country, and in my country very, very little use it English language. The first time I come here, I don't speak just Arabic language. I improve English by myself. Okay, I don't get enough hour for learn very difficult language. I don't hear this language before. To be honest also, I'm here, 5 years here, I'm a mother, I have 4 children here. 2 years ago, I thinking maybe I move, because very difficult situation, I cannot survive, but also this very hard decision for me, also for children. Stop using people like staff. I'm not a staff. I'm a human. Come here because in my country have war. I'm 5 years here. I make little friend, little small community. In this 5 years, this is very difficult for me to move to other country. Just I want to speak. Give enough hour for people. That's it. Thank you very much. Thank you. I'm sorry again about my language. We have a question from the public. Hello, my name is Aygul, and I just wanted to say a few things about 2 of your questions you put about this new law and about the rights that are connected to language and about different statuses. So in Slovenia, according to the new law, the Foreigner Act, only the third country nationals who are reunified with their family members from third country nationals, these are mostly women, must, before they prolong their permission to stay, must give potrdilo, confirmation that they made A1 exam, right? But we also have, and this is very discriminatory, and especially for women. Usually women join men, husband, partner, who are already working here in construction sites or other very difficult jobs. But there are people who are under another law, we call it ZMZ, Zakon o mednarodni zaščiti. It's an international protection law, and these people also have right to, when they got status, we call it a person with international protection, oseba s priznano mednarodno zaščito, and when their family members come,
their family members have no the same right as the ones. And when they go to Zavod za zaposlovanje, employment office, they must, according uredba, new regulation, within 1 year pass A1 exam. This was done in order to get rid of people who are just there, and this was again to clean our statistics, these kind of things. And asylum seekers are the ones who are in the process in order to get the status of a person with either subsidiary or international protections. They do not have any obligation of passing any language exam. So A1 is taking one category of people. In this category of third country nationals. A2 is now introduced, not exactly now, but they prolonged it from November 2024. A2 will be obligatory for everyone who wants to get a permanent resident status, which is 5 years being here and on, for example, right? Exam costs 127 euro on first A1 level, and A2 level it's 138, and then level is higher, the prices are higher. Only once state pays you. All other times the person should pay. And since people are very fragile situation, they do not have usually enough sredstva, financial support to pay also this. That's it. Sorry, I was long. Hvala tudi vam. In zdaj se obračamo proti gostu na skrajni levi. Sandi Horvat, vi pripadate romski manjšini v Sloveniji in ste tudi avtor ene romskih oddaj na Radio-televiziji Slovenija, ki smo jo omenili na začetku. Ustava v primerjavi z ustavno ureditvijo položaja in posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ne določa kolektivnih in individualnih pravic, ki naj bi pripadale romski skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti prepušča zakonu. Tako tudi romski jezik ni ustavno predpoznan kot manjšinski, čeprav bi lahko rekli, da romska skupnost na območju današnje politične entitete Slovenije v strnjenih območjih biva že tako dolgo, da bi jo ob politični volji prepoznali kot narodno manjšino. Tako tudi romskega jezika ne najdemo na temeljnih področjih, na katerih bi se skupnost lahko razvijala in socializirala v lastnem jeziku. Posebna delovna telesa za spremljanje položaja romske skupnosti, ki delujejo v občinah z avtohtono romskim prebivalstvom, po navedbah vladne spletne strani skrbijo za ohranjanje romskega jezika. In me zanima, kako je s tem v praksi, kakšen je današnji položaj romskega jezika, kdo ga govori in v kakšnih okoliščinah se govori. La čudi, šukar tumengre sinav, te kivoninav tumenge šukardi. V bistvu romski jezik je, bom začel tako, edini kulturni element, ki je dejansko še del romske kulture. Čeprav vedno govorimo o neki romski kulturi in romskih običajih, tega ni, ker vemo, ko so se Romi selili, preseljevali na poti iz Indije in migrirali do Evrope, pač tam, kjer so ostali par desetletij, so vedno prevzeli določene kulturne značilnosti okolja, kjer so živeli, tako da ni več tistega, kar bi rekli, da je dejansko romskega, edino romski jezik. Ja, na papirju je vse lepo urejeno. Romi smo v Sloveniji priznani zgolj kot etnična skupnost in zato nimamo enakih pravic kot manjšine, čeprav nekatere evropske države so Rome in romski jezik potrdili kot manjšino in manjšinski jezik in imajo zato več priložnosti za ohranjanje jezika, bomo tako rekli. Koliko Romov dejansko govori romski jezik? Jaz žal pripadam že generaciji, katero starši niso več učili romščine. To pa popolnoma s preprostim razlogom, ko so se naši stari starši preselili iz Madžarske v Prekmurje, pač čas druge svetovne vojne, je sledila prisilna asimilacija.
In tudi starši so, moji starši, domnevali, da mi bo lažje v šoli, če ne bom vedel niti, da sem Rom, ker do 13. leta sploh nisem vedel, da sem Rom. In si znate predstavljati pred 13 letih, ko iščeš sam sebe in potem dobiš še to bombo na sebe, ker jaz takrat nisem razmišljal o Romih, ampak o ciganih, ker sem poznal samo stereotipe in predsodke do ciganov. In sem se tega takrat zelo ustrašil in sem dejansko skrival to svojo romskost. Šele ko sem začel sploh odkrivati, kdo smo Romi, da imamo neko čudovito zgodovino, tudi kulturo, bom rekel, na tem mestu, in da smo zelo čudovit narod, sem začel sprejemati samega sebe. In ker že govorim kar nekaj tujih jezikov, je dejansko romščina postala moj 4., 5. tuji jezik. Ampak glede ohranjanja romskega jezika, jaz recimo ne bom mogel več ohraniti romskega jezika za naslednje generacije, ker ga ne govorim zadosti, ker se ga še komaj učim zadnjih, 7-8 let, tudi zaradi televizijske oddaje, kjer govorimo večinoma romsko. Današnja generacija pa zelo, zelo malo govori romsko, čeprav, ker živim v romskem naselju, sam romščine sploh ne slišim več toliko v domačem naselju. To pa je dejansko botruje ravno izobraževanje, asimilacija, res pa je, da prihajam iz okolja, kjer večina Romov dela, je zaposlenih, tudi v tujini, in vedno dobivam isto vprašanje, Sandi, zakaj je takšna razlika med Dolenjsko in Prekmurjem? Enostavno. Na Dolenjskem ni priložnosti za zaposlitev, na Dolenjskem so Romi dobesedno v nekaterih naseljih so se sami sebe segregirali zaradi straha strani neromov. In ker ne hodijo iz naselja, se ne vključujejo v družbo. Pri nas je pa zgodilo ravno obratno. Ko so šli iz naselja v tujino delati, so spoznali nove vrednote, nove cilje, novo kulturo in to prenesli v domačo družinsko celico in začeli spreminjati skupnost od znotraj, bomo rekli, ne? In dejansko mladi danes ne govorijo romsko, čeprav razumejo romsko, in se dejansko ne ohranja na ta način. Je pa ironično, da romski jezik ohranjajo neizobraženi Romi, ki se doma pogovarjajo romsko, mi izobraženi Romi pa se zavedamo pomena ohranjanja jezika, ampak ga ne govorimo, ker ga starši niso naučili, ne. Tako da je mogoče na tem mestu zaenkrat to pa še več v nadaljevanju. Torej, čeprav razumem, so tisti Romi, ki ohranjajo romščino kot domači jezik, praktično zato, da jo ohranjajo, so se morali getoizirati na nek način. Tisti, ki pa nekako so sledili tej prisilni asimilaciji oziroma integraciji, pa so bili primorani se odreči temu jezikovnemu delu identitete, romščini. Pa ne toliko, da so se primorani mogli odreči, ampak so starši mislili, da bojo boljše sprejeti v širši družbi, če ne bodo o javnosti govorili romsko. Ker recimo na Dolenjskem imamo ta izziv ravno z obratne strani, ker otroci doma večinoma poslušajo romščino in ko se vključijo bodisi v predšolski program ali v 1. razred osnovne šole, je slovenščina njihov prvi tuji jezik. In zato tudi ni uspeha v šolskem sistemu. Po drugi strani pa pri nas recimo v Prekmurju, pa če sem čisto iskren, mlade Rome, ker sem sam tudi član Romskega akademskega kluba, ki se zavzema za promocijo pomena izobraževanja za Rome in Sinte v Sloveniji, mlade sploh ne interesira več, da bi vedeli, kaj pomeni biti Rom, bi bili aktivni za ohranjanje romske identitete jezika, ker so že tako močno asimilirani, ne. Tako da imamo zdaj cel pester nabor izzivov, s katerimi se trenutno soočamo, ampak država je še vedno obstala na začetni točki izpred 30 let. Še vedno se ukvarjamo z dostopom do pitne vode, do elektrike, ampak v vseh teh desetletjih izgubljamo mlade generacije, ki dejansko pobegnejo iz države in niti ne ostanejo v Sloveniji. Kaj šele, da bi karkoli delali za romsko skupnost, ne. Tako da strani države se vem, da je zelo pomembno govoriti o dostopu do pitne vode, elektrike, ampak vedno se izpostavljajo ti primeri, ker sam tudi delam v medijih, sem malce jezen na ostale kolegialne medije. To so samo zgolj primeri. Večina Romov ima dostop do vode in elektrike
In vse je spet povezano s financiranjem, ker dokler bodo problemi in izzivi, bo pritekel evropski denar in se bo tudi država in vladne institucije lahko polnile s tem denarjem. Ko enkrat teh izzivov ne bo, tudi denarja več ne bo, ne? Ker vsako leto slišimo, koliko milijonov država nameni za Rome, ja, koliko pa dejansko Romi od tega dobijo. Zdaj smo že izpostavili, da lahko jezik okličemo za eno najpomembnejših prvin vsake etnične skupnosti, ker Romi so etnična skupnost, ampak v Sloveniji pač romščina nima statusa narodnega oziroma uradnega državnega jezika. Ali delite to mnenje, da zato, ker romščina ni prepoznana kot uradni državni jezik, da je napram madžarščini oziroma madžarski in italijanski narodni manjšini, da so Romi že v tem kontekstu v podrejenem položaju? Ja, definitivno. Ampak moramo pa tudi povedati, da romski jezik je en jezik in obstaja več narečij romskega jezika. In iz slovničnega vidika niti standardizacija jezika ni mogoča, ker so narečja tako različna med sabo. Samo v Evropi govorimo, samo v Sloveniji govorimo najmanj 4 romska narečja. Jaz recimo zelo stežko razumem narečje dolenjske romščine, ker imajo že toliko primesi hrvaških Romov, ki pripadajo skupini Bajašov. Sam pripadam skupini Romungro, to so Romi iz Madžarske in imamo veliko madžarskih besed v tej romščini. V celi Evropi recimo imamo okoli 1000 narečij, ne? In zato se dejansko ne more poenotiti neka romščina, čeprav neki poskusi so bili ravno za namen ohranjanja jezika, ampak to ni mogoče, ne? En primer iz prakse, kako se romščina izgublja na terenu. Romi na Dolenjskem štejejo v romščini samo do 5. Mi recimo v Prekmurju imamo vsa števila v romščini, ne? Na Dolenjskem imajo gej, kdoj, 3 in 4 paunč, 6, 7, 8, 9, 10. Že tukaj pride do tega primanjkljaja. Ja, definitivno pa je v podrejenem položaju, ker jaz poznam ljudi, ki jih je sram govoriti romsko o javnosti, ker se vedno znova bojijo nekih neodobravanj. Še posebej na Dolenjskem je to zelo izrazito, čeprav jih vedno opominjam, ko imamo kakšne delavnice, da naj ne pozabijo, da so oni tudi državljani Slovenije, niso nobeni tujci, ker to že govorimo o 3., 4. generaciji ljudi, ki živijo tukaj. Romi smo na slovenskih tleh prisotni že od 14. stoletja, torej nismo se preselili par let nazaj. Čeprav vedno jim je hecno, ko gostujem na kakšni osnovni šoli, pa vemo, da otroci sprašujejo zelo iskreno in zelo pestra vprašanja, me vedno vprašajo, kako to, da ste se naučili tako lepo govoriti slovensko. Ja, ker sem Slovenec in sem rojen tukaj, ne. Že te predsodki, stereotipi mladih otrok, ki seveda pridejo strani staršev, ker jim izobraževalni sistem teh misli ne vcepi v glavo, je že nekako zastrašujoče, ne. In če smo že pri stereotipih in predsodkih, bom povedal samo še en primer, ker pogosto predavamo tudi na fakultetah in sem prisoten jaz in mogoče še katera od članic romskega akademskega kluba, pa bom rekel zelo grdo, zdaj pa zgleda stereotipno romsko, temnejša koža, črni lasje, in si predstavljate, da smo na pedagoški fakulteti, bodoči profesori, in vprašam polno predavalnico, kdo od naju dveh je Rom, in vsi pogledajo njo. Mene je strah, da so to bodoči učitelji, ki bodo delali tudi z Romi in da grejo v poslovni svet, že z nekimi predsodki in stereotipi od Romov, kako naj bi Romi izgledali. Verjetno, če vidva danes ne bi povedala, da sem tudi član romske skupnosti, tudi vi verjetno ne bi vedeli, da sem Rom. Katere izzive romščine v Sloveniji pa prepoznavate? Torej, nekaj ste jih že našteli, ampak potem pa je moje vprašanje v bistvu bolj, kako bi se lahko z bolj vključujočimi politikami romski jezik razvijal kot neko družbeno tkivo skupnosti same. Se v bistvu Ministrstvo za izobraževanje je pred nekaj leti že vzpostavilo program romske kulture in jezika, da je možen kot izbirni predmet v osnovnih šolah po Sloveniji, kjer so romski otroci vključeni tudi v program. Ampak nihče od romskih otrok se ne vključi ta program, ne? In spet je treba iskati razlog pri starših.
ali pa pri samih otrocih, ker govorimo o drugi triadi osnovne šole, 4., 5., 6. razred. Torej nimajo interesa se sploh učiti romščine. Tako kot sem prej povedal, romski jezik je enoten, več narečij in je zato potrebno za vsako regijo potem najti nekoga, ki bo sposoben učiti nekoga romščine. Pri nas v Sloveniji, ne vem, če lahko na eni roki preštejem Rome, ki so formalno izobraženi jezikoslovci in da bi bili lahko sposobni učiti romščine nekoga, ne? In zato sem rekel, neizobraženi Romi, ki so doma in se pogovarjajo večinoma o romščini, so tisti, ki dejansko ohranjajo jezik. Mi ga sicer zapisujemo, ga razumemo, raziskujemo slovnico, poznamo zgodovino jezika iz Sanskrta, ne, do Indije nazaj. Ampak to je vse premalo, ne? Država poskuša uvesti različne pozitivne primere iz tujine v Slovenijo, ampak ne bodo uspeli ravno zaradi tega, ker je sama romščina tako različna. Jaz recimo mariborskih, ljubljanskih Romov sploh ne bom razumel romsko, ker govorijo mešanico albanske romščine in albanščine. Je popolnoma drugačno od naše romščine, pa smo samo recimo 60 km oddaljeni od Maribora iz Prekmurja, ne? In zato je zelo težko in predstavlja velik izziv za ohranjanje romskega jezika nasploh, ne samo pri nas, tudi drugod. Najlepša hvala tudi vam. In čas je, da predstavimo še tretjega gosta, Lan Ajdan Remec iz društva Dih. Edini del slovenske zakonodaje, ki omenja transspolne osebe, je 37. člen pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru. Člen se imenuje, v narekovajih, sprememba spola. Obsega pičle 4 povedi, v njem med drugim piše, da se izda potrdilo o novem spolu, spet v narekovajih. Odkot pojmovanje, da oseba spremeni spol in ima potem v narekovajih novi spol? Zakaj je to problematično in kako je to povezano s to diskrepanco med družbenim in biološkim spolom? Torej, ja, jaz mislim to, da ko v družbi, pa tudi na papirjih govorimo o spremembi spola, to je dosti razširjen pogled na transspolnost. Recimo, jaz, ko dobivam recimo kakšna vprašanja, ko spoznavam ljudi v svojem osebnem življenju, je vedno pač, kdaj si pa spremenil spol, kako si se odločil za spremembo spola in tako naprej. Medtem ko dejansko, če govoriš s katerokoli od nas oseb, ki smo trans, večinoma na to ne gledamo kot na spremembo spola. Ker ta neka sprememba spola, v narekovajih, je pač odraz nekega razumevanja, da pač sprememba telesa. Kot recimo, ko ti imaš operacije, se razume kot, da si spremenil spol. Vsaj se je večinoma tako razumelo pač v zadnjih desetletjih. Medtem ko zdaj ne gledamo to na tak način, ker sprememba telesa ti ne spremeni neke notranjosti. Mogoče se bo to malo abstraktno slišalo, ampak jaz sem še vedno ista oseba, kot sem bil recimo preden sem šel na hormone, preden sem si legalno spremenil ime in vse to. In moj spol ni nič drugačen. Kar je drugačno, je recimo, kako izgledam navzven, koliko visok je moj glas in te stvari. In zaradi tega se mi zdi oziroma naši skupnosti se zdi, da pač govorimo o spremembi spola nekako neprimerno zaradi tega, ker izhaja iz nekega nerazumevanja pa iz neke starejše mogoče perspektive na to, ki ni več aktualna. Transspolne osebe pa morajo še pred urejanjem dokumentacije na upravni enoti dobiti potrdilo zdravnika, v katerem izrecno piše, da je oseba spremenila spol. Prejeti pa morajo tudi diagnozo transseksualizma. Predlani je v veljavo prišel nov diagnostični priročnik, v katerem transseksualizem več ni duševna bolezen, so pa navedene motnje v spolni identiteti in so pač opredeljene kot točno to motnje. Zdaj me pa zanima, ali je novi priročnik že upoštevan v praksi oziroma kdaj bo?
Ja, to govorimo o mednarodni klasifikaciji bolezni, torej prejšnja edicija 10 je imela transspolnost F64,0 še vedno navedeno kot duševno bolezen. Tudi jaz sam pač sem mogel dobiti diagnozo transseksualizma, zato da sem si lahko spremenil pač spolno oznako na uradnih dokumentih, pa šel v proces tranzicije medicinske. Medtem ko zdaj 11. edicija ne opisuje več transseksualizma, ker to je tudi beseda, ki je res ne več uporabljamo v naši skupnosti že kar dolgo. Ampak se govori, mislim, da je prav spolna inkongruenca, da je termin za to, kar je definitivno korak naprej. Tudi mislim, da tle opredeljuje bolj to kot neko stanje, ne pa kot neko duševno bolezen, v smislu kakor pač nosečnost, ki tudi pač ni bolezen, ampak je neko medicinsko stanje. Približno na isti način obravnava tudi transspolnost. Bo pa še nekaj let trajalo, da bo ta diagnostični manual prišel pač v Sloveniji v uporabo, zaradi tega, ker gre za velik pač preskok iz prejšnjega od tega v sami vsebini, ker smo šli iz 15,000 bolezni na približno 55,000 bolezni, ki jih je treba zdaj vse prevesti v slovenščino in potem še poskrbeti, da pač se to implementira na tak način, da bo pač celotno pač v Sloveniji enako obravnavano. Nazadnje, ko sem bil na eni okrogli mizi, kjer je tudi Ministrstvo za zdravje govorilo o tem, se je govorilo o tem, da za prevod pa za implementacijo, da se približno uporabi 5 let, kar pomeni, da na tej točki imamo še 3 leta, da pridemo do tja. Bomo videli, če bo to nek datum, ki se bo obdržal, ali se bo mogoče še to podaljšalo. Kakšna pa bila tvoja izkušnja pri psihiatru? Torej, koliko časa je trajal postopek, kaj si moral pri psihiatru početi in katere stvari, ki se mogoče tebi zdijo nepomembne oziroma neprimerne, so te spraševali in zahtevali od tebe. Potem pa me zanima tudi, ali ugodijo vsem prošnjam in na podlagi česa se pravzaprav odločijo, ali je oseba transspolna ali ne, in kakšni problemi se lahko pri tem pojavijo. Mogoče prvi problem, preden začnem z vsem tem razlagati, je to, da mi v Sloveniji nimamo nekih smernic, nekih enotnih smernic, ki bi jih potem pač klinična psihologinja pa psihiatra, ki delata na tem področju, uporabili za pač neko uporabo v smislu, da ni jasno, komu dajo kater test, ni jasno, zakaj komu dajo kater test, nimajo nobenih navodil. Vsaj iz naše perspektive je zelo tako, kakor da delajo po občutku, seveda se pač dela na tem, da se zdaj dejansko napiše smernice, pa kako poteka sam proces tranzicije, ampak je tako, da vsak od nas, ko gre v proces, dobi drugačne teste, eni jih dobijo več, eni jih dobijo manj, eni so neprimerni, eni sploh se ti zdi, kakor da nimajo nobene veze s tem. Recimo, jaz sem mogel narediti IQ test, kar ne vem zakaj, mogel sem narediti test, a imam avtizem ali ne, na splošno test, če imam katerokoli duševno motnjo, potem so neke čudne te projekcijske tehnike, kjer ti dajo list papirja, potem rečejo nariši človeka, potem gledajo, kjer ga spola ga narišeš, ne vem. Rorschachov test, torej packe, ki jih moraš interpretirati, potem so še te neke različne, pokažejo ti slike različni, kjer se pač kakor različne scene iz nekih filmov in ti moraš razložiti, kaj se dogaja tam. Kaj se dogaja tam na sliki. Ne vem, vse je tako, dosti stvari ni smiselnih, pa tudi pol, ko tem bereš poročilo o sebi,
nekako ti ni jasno tudi, kako so prišli do teh rezultatov. Tudi ko pač sem dal pač drugim psihologom, da preberejo, je vse tako malo po občutku. Ni dejansko neke formule, ki se ji sledi. Je pa kar težek cel proces, zaradi tega, ker traja ful časa pa vrste oziroma to mogoče čakanje je še najtežje. Jaz, ko sem šel v proces 5 let nazaj, 4 leta nazaj, sem čakal za prvi pregled 1 mesec, mesec pa pol, zdaj je za prvi pregled pol leta ali pa še več, kar pomeni, da se proces sam po sebi daljša. Vmes je dosti čakanja. Obravnavajo te na Centru za mentalno zdravje v Ljubljani, kjer dela psihiater, psihiatrinja pa klinična psihologinja. Pri klinični psihologiji narediš vse te teste, zraven pa še hodiš k psihiatru pa se pogovarjaš. Jaz sem mogel pripeljati recimo tudi mojega partnerja takrat, ki je tudi sam bil intervjuvan glede moje transspolnosti. Ena stvar, ki so jo vprašali, je, če lahko razloži, kakšen sem med seksom. Pa še so bili tudi primeri, to sicer leta preden sem jaz prišel noter, kjer so pač osebe spraševali, kako masturbirajo, o čem razmišljajo, ko masturbirajo, pač neke take totalno neprimerne stvari, ki zdaj pač vemo, da pač nimajo kaj iskati v teh raziskavah. Mogoče je to. Kako pa recimo po vseh teh testih, ki si jih dal skozi, jemlješ pač ta pristop do države, že iz samega birokratskega vidika, da je treba to dokazovati skozi pač neke stvari, ki jih država jemlje objektivno. Se pravi, če ti recimo poveš enkrat, da se identificiraš kot moški, kako misliš, da bi pač mogla država pristopati do tega, da bi bil sam ta proces lažji? Ker v bistvu ne gre za preveč zakomplicirano zadevo, gre samo za pravi pristop in pač nadaljevanje tega procesa. Sam se mi zdi, da je potrebna samo pač politična volja, ki se potem razkorpi po različnih institucijah, da se jezik upošteva kot nekaj pač subjektivnega na sami osebi, ki gre skozi tranzicijo. Ne pa, da so vsi obravnavani skozi nek objektivni pod narekovaji objektivni kriterij te slovenščine. Ja, mislim, sam proces, potem, ko enkrat dovoliš dovoljenje, kar sicer to, da dobiš dovoljenje, pri meni je trajalo 2 leti, zdaj verjetno traja več. Potem sam proces ni zakompliciran. Greš na upravno enoto, večinoma so to znali sam na ljubljanski upravni enoti delati, če si šel na katerokoli drugo upravno enoto, sploh niso vedeli, o čem govoriš. In potem ti izpolniš neko stvar, moraš sam plačati nove dokumente in potem v roku 1 meseca, 2 dobiš potem novo osebno izkaznico, nov EMŠO, nov rojstni list, če zaprosiš za njega, pa še vse druge dokumente, kaj jih rabiš. Je pa definitivno, ne vem, sam težko se je zavedati tega, da moraš iti čez nek ta težk proces, ki traja leta, zato da dobiš neko diagnozo duševne motnje in šele takrat lahko ti greš na upravno enoto si spremeniti svoje osebne podatke, tako da se ujemajo z nekim življenjem, ki ga načeloma itak že živiš. Zaradi tega, ker že pred samim tem, ko ti dobiš dokumente z recimo novim spolom, pač ti živiš že na ta način. Pač jaz nisem čakal, da si spremenim dokumente zato, da se začnem oblačiti v moška oblačila, pa ne vem, tako delujem na faksu, v službi, v družbi, v družini in tako naprej. Vsi to živimo že ves čas tega procesa in je šele pole čez leta dejansko ti država prizna, da zdaj pa ti dovolimo. Zdaj pa ti dovolimo, da še na papirjih pokaže to, kar itak že si.
Potem me zdaj tu zanima, da pač ti že prej živiš to življenje, ampak kje pa so ti papirji tako ključni, da pač brez njih ne moreš, recimo pri vpisu na fakulteto ali pri zdravniku, pri zaposlitvi, kje se to kaže, da ti te papirje res rabiš? Ja, definitivno pač dosti oseb ima problem zaradi vpisov na fakultete, pa tudi zaradi tega, ker potem kakšni profesori kdaj nočejo sploh klicati po pravem imenu, dokler ni pač legalno vpisano, legalno spremenjeno. Pri iskanju službe definitivno, ker če ti greš na intervju za službo in te dojema kot moškega in potem vidi tvoje dokumente, kjer piše drugo ime pa ženski spol, pa tako. Mislim, ves čas moraš biti izpostavljen nečemu, ves čas moraš biti izpostavljen nekem temu dvomu, kako bo ta oseba odreagirala. In ne veš, kdaj bo ok in kdaj ne. In potem je tudi pride do tega, ker je toliko težko iskati službo, ko si v tem vmesnem stanju, ko se že tako pač duševno ful slabo počutiš, ker moraš iti čez ta proces, ker se tvoje telo ne ujema s tem, kar si v resnici. In iskati službo v takem obdobju je zelo, zelo težko. In jaz sem tudi sam pač si mogel dosti denarja takrat sposojati od svojih prijateljev, zato da sem sploh lahko prišel čez mesec, da sem si lahko plačal najemnino in vse zaradi tega, ker nisem mogel dobiti nobene službe, pa tudi težko mi je bilo sploh probati in dobiti energijo in iskati zaradi tega, ker sem dobil pač par negativnih odzivov in si ne upaš naprej. Tako da ja, te stvari so potem zelo težke, pa sploh, ja, tudi pri zdravniku to pride upoštev. Tudi potem, ja, se mislim, da to bomo še pol govorili, kaj je potem. Hvala tudi tebi. Zdaj preko predstavitve vaših 3 individualnih primerov smo lahko dobili vpogled v neke zelo heterogene jezikovne prakse države, od tega, da se slovenščina upošteva v nek eksistencialni pogoj, če lahko oseba sploh ostane oziroma deluje po nekih življenjskih standardih v državi, do tega, da ima skupnost lasten jezik, pa ga deloma uporablja, deloma pa ne zaradi različnih razrednih in zgodovinskih vidikov, do tega, da se za stanje neke osebe uporabljajo diskurzi patologizacije. In preko debate smo lahko razbrali, da se vaše izkušnje s to jezikovno podrejenostjo tičejo same identitete in da gre v primeru odnosa z uradno, se pravi ljubljansko slovenščino, ki so jo zasnovali v samem centru Slovenije za neko neposredno podreditev. In jaz bi načel zdaj razpravo z vsemi, kako to podrejenost izkušate na lastni koži. And maybe if I switch to English first, how does it feel to lose Arabic as your language, and how does it feel to adapt to Slovenian after so many years of living in Syria? Again, question how does it feel to lose Arabic as your first language, which you were speaking for so many years in Syria, and to start learning Slovenian? Did you lose a part of yourself in the process of learning Slovenian and not speaking Arabic in everyday life? Yes, of course, I can speak something about each. I have a problem also. When people move out his country, different between young people and older people. The age also very different. Young people learn a new language maybe faster than older people. I'm always speak about women
if this woman move out country, she have more than 40 years, like a tree. She have very deep roots in her country. And this tree get out floor and she need a new floor for survive, for live. This very hard, not the same young people. A bi še kateri izmed vaju odgovoril na to isto vprašanje? Torej, kako pač vidva doživljata to neko usiljeno podrejenost? In pol mogoče tudi dodam še eno vprašanje, da se pač s to podrejenostjo pol konstruira neka drugost oziroma neko ločevanje in kako se pač vidva spopadata s tem? Ja, mislim, dosti se pozna razlika v jeziku, ki ga recimo uporabljam jaz v naši skupnosti, ko sem z drugimi trans osebami ali pa z drugimi queer osebami ali pa recimo, ko sem nekje v stiku z drugimi osebami, tudi z družino ali pa s kakšnimi starejšimi prijatelji ali pa na službenih mestih ali pa tako. Mislim, ja, težko je zaradi tega, ker probaš nekaj razložiti v svojih besedah, pa zaradi tega, ker je diskurz o transspolnosti toliko gledan iz neke druge perspektive, pa uporablja neke druge besede, ker ti sam sebe vidiš pa svojo identiteto, je definitivno težko potem uskladiti svojo predstavo sebe z tem, kako drugi tebe vidijo. Ja. Jaz bom pač povedal 2-3 primere, kar se tiče tudi samega jezika in vpliva na romski jezik, je že sama uporaba besed v slovenščini glede Romov, ker sem tudi voditelj romske radijske oddaje na prvem programu Radia Slovenija Amare Droma, Naše poti. Sem pred leti začel namensko se izogibati predevniku romski. In sicer me je začelo motiti na programu, sploh pri poročilih, ko so kdaj, ne vem, pa smo bili v romskem naselju, pa so romski starši, pa so romski učenci. Ja, dajmo, samo učenci so in so samo starši in so samo naselja. Meni nikjer na osebni ne piše, ok, Sandi Horvat pa živi v romskem naselju. Ne, je zgolj samo ena vas na Goričkem, pika. Ker s tem, ko že ti govoriš o javnosti, romski učenci, imamo romske pomočnike v osnovnih šolah. Jaz sem zelo proti tem besednim zvezam, ker predstavljajte si, da ima otrok, ki je slučajno Rom, romskega pomočnika v šoli. Kako ne romski otrok potem to gleda? Aha, on, ker je Rom, rabi dodatno pomoč. Ne, naj bo samo pomočnik, ki naj nudi dodatno učno pomoč vsem otrokom. To je ena zadeva. Če smo že v šoli, že ta sistemska diskriminacija z vsemi temi tako zvanimi romskimi projekti, ne, tega je v Sloveniji ogromno, in se spet samo vedno delimo. Mi, vi. Ne, mi, vi. Romi so Romi za sebe, ja ne, vsi smo državljani Slovenije, ni enih in drugih. Še ena zadeva je taka v šolskem sistemu okoli Svetovnega dneva Romov, kar se dogaja v zadnjih letih. Ena stvar, ki ima dobre in slabe strani. 8. april je Svetovni dan Romov in osnovne šole, ki imajo tudi učence Rome, želijo praznovati ta svetovni dan Romov tudi na osnovni šoli in seveda pol oni reče, mi bomo naše Romčke skupaj pobrali, pa bodo plesali in peli, ker to itak Romi počnejo. Ja, jaz vam lahko dokažem, da jaz ne znam pet, ne? Tako da ni gensko pogojeno, samo zato, ker sem Rom, pa imam zdaj to v krvi, da bom kar pel. Ne, in to me dejansko moti, zakaj, če že hočejo praznovati romsko kulturo, vključite vse otroke, da se tudi ostali otroci naučijo nekaj o Romih, naj se vsi učijo tega.
da je tudi romska kultura, da smo tudi Romi del slovenske družbe, ki je itak že tako pisana. In pol dejansko naletiš na te različne odzive otrok, kako oni gledajo potem na te učence Rome, da so oni pač nekaj drugega, rabijo itak dodatno učno pomoč. In po romskih učencih, romski učenci, pri učencih Romih se začne samozavest spuščati, ker oni dejansko začnejo verjeti, da oni res mogoče niso zmožni vsega in nimajo toliko potencialov kot vsi ostali sošolci. In vam povem, v zadnjih letih se mladi Romi soočajo s tolikimi izzivi in nihče ne naslavlja teh izzivov, ki jih dejansko izobraževalni sistem počne. Ena takih tem je recimo, mi pri Romskem akademskem klubu smo lani začeli z eno čudovito inicijativo Roma sam, kjer kot prva romska nevladna organizacija v Sloveniji naslavljamo manjšino znotraj manjšine, smo začeli govoriti o Romih, ki so del LGBT skupnosti. Jaz sem recimo leta 2017 bil na prvi romski LGBT konferenci v Strasbourgu in ko sem prišel nazaj, meni je bilo kot novinarju samoumevno, da napišem članek o tem, ker sem spoznal čudovite ljudi in sem slišal take zgodbe, po Evropi, v Sloveniji pa neka zaprta skupnost in mi na kraj pameti ni prišlo, da je bil to dejansko prvi članek o medijih na to temo, leta 2017. Lani smo začeli z Romi govoriti, če sem že to tematiko načel, o tej temi. Romi to temo smatrajo kot neko tabu temo, tega ni pri nas, o tem se ne govori, niti ne daj Bože, da začnemo temo o prisilnih porokah, zgodnjih porokah, o tem se itak ne govori. In romski jezik prije tam na eno 4., 5. mesto. Imamo tako imenovano romsko dekado strani Evropske unije, da na vsakih 10 let se prioritizirajo področja glede reševanja romskih vprašanj. Izobrazba je letos padla zaradi korone na 5. mesto. Mogoče še, da se navežem na začetek, sama država, kaj sporoča večinskem prebivalstvu. Vlada je ustanovila komisijo za reševanje romske problematike. Jaz sovražim to besedno zvezo. Če pomislite na romsko problematiko, Romi smo problem, Romi delamo probleme. Dajmo se pogovarjati o vprašanjih, o izzivih. Jaz živim v romski skupnosti in jaz ne vidim nobenih takih večjih problemov. In sam srž problema je že pri poimenovanju Rom-cigan. Besede cigan v romščini ne poznamo. Izvira iz besede aciganos, iz grščine, ki pomeni nedotakljiv. In bom zdaj malo jaz nesramen do vas, to ste si vi izmislili, ne Romi, ne mi, Grki, ja. Mi Romi sebe poimenujemo Romi in beseda Rom v romščini pomeni človek. Smo samo ljudje. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj v pripravi te razprave oziroma okrogle mize sva prišla tudi na nek tak pomislek, da je ta pač uradni slovenski jezik oziroma slovenščina tudi predmet nekega ljubljanskega neokolonializma in predvsem, če lahko vi ste iz Prekmurja, Prekmurci se v bistvu slovenščine ne naučijo te ljubljanske slovenščine ne naučijo skozi proces skozi proces socializacije, ampak jim je vsiljen na nek način v šolski strukturi. Kako doživljate, vaše izobraževanje v primerjavi s tem, kar ste se doma učili in potem, ko ste prišli v Ljubljano? Zelo zanimiva zgodba. Jaz sem 13 let najprej živel v Kranjski Gori in se na to preselil v Prekmurje. Nisem 100% Prekmurec. In si morate zamisliti, kakšna tranzicija je bila iz gorenjščine v prekmurščine, ki je tak, po mojem mnenju, najlepše narečje v Sloveniji, ker je zelo spevno. In mi v Prekmurju gočimo, se vlečemo, mi fajn gočimo doma, tako trebej. In danes recimo, ko intervjuvam kogarkoli v Prekmurju, dobijo nek preblisk, zdaj pa moram Ljubljanc govoriti, in itak jim to ne rata. In jaz vedno rečem, guči po naše, tudi prekmurščina je slovenski jezik, guči po naše, vedo te razmeli, če bodo hoteli, te bojo razumeli. Sem pa imel zelo potem zanimivo leto, ko sem prišel na RTV in preden lahko sploh stopiš pred mikrofon v živo na programu Radia Slovenija, te čaka enoletno mučenje slovenskega knjižnega jezika.
Jaz kot Prekmurec sem imel takrat zelo veliko težav z samoglasniki in s požiranjem določenih zlogov. In na srečo moje mentorce so rekle, da nikakor ne zvenim kot popačeni Ljubljančani. Se opravičujem, če kogarkoli ta izraz ožalil. Ampak bom čisto iskren, da ko sem dejansko osvojil in opravil vse tiste mučne teste in izpite in piljenja, sem dejansko ugotovil, kako lep je slovenski jezik in me žalosti, da večina Slovencev se tega sploh ne zaveda, kako čudovit je res lahko slovenski jezik. Res, da je težek, kot je ena od gosti že povedala, ampak ja, prekmurščina pa itak, mi se znamo. Jaz imam še eno vprašanje o jeziku za Lana in sicer, pač kot sem na začetku omenila, da se zdaj tudi predvsem v nekih akademskih in izobraženih krogih pač zamenjuje ustaljeni moški slovnični spol z ženskim, ali pa se tudi uporabljajo recimo podčrtaje ali pa pikice. Kako ti gledaš na to, no? In mogoče zakaj, katero možnost izmed teh ti uporabljaš, če katero in pač zakaj se ti zdi najbolj primerna? V bistvu te podčrtaje pa pikice, to se jih uporablja pač tako, da uporabiš obe, tako moško kot žensko slovnično končnico. Te pikice naj bi ponazarjale neko nebinarnost, ja, mogoče na spole izven samo moškega in ženskega. Pa jih mi tudi recimo v službi pač v queer organizacijah jih največ uporabljamo, ampak uporabljamo tudi vedno več, tako kakor je pač tudi filozofska fakulteta naredila, da se vse samo v ženskem slovničnem spolu naslavlja, zaradi tega, ker se nam zdi prav tako vključujoče in se mi zdi, da ima velik vpliv tudi na same osebe, zaradi tega, ker se vsi vemo, da pač jezik vpliva na družbo, družba vpliva na jezik in tako naprej. In pač mogoče zato, ker študiram psihologijo, ampak meni je, ne vem, vem, koliko lahko naredi tudi neke spremembe pri posamezniku, neke višanje samozavesti pa večjega sprejemanja sebe, če vidi v uradnih dokumentih, pa nasplošno v zgodbah, v knjigah, jezik, ki se uporablja tudi ne samo v moški spolni obliki, ampak v ženski ali pa recimo s podčrtaji pa pikicami. In se mi zdi pomembno, da se zavedamo tega pa da probamo vsi narediti ta korak naprej pa poskušati malo iti ven iz te stroge moške oblike jezika. Hvala lepa. Zdaj bi pa v bistvu odprla diskusijo na koncu okrogle mize. Mogoče, če ima kdo kakšno mnenje o tem zadnjem vprašanju ali pa kak komentar na kakšno prejšnjo točko, zdaj je priložnost, da se oglasi. Ok, potem pa... Lahko. Ja, jaz se opravičujem, da se oglašam že drugič. Vem, da je to ni higienično, ampak bom še enkrat rekla, a bi še kdo prej. Moram biti fair. Jaz sem hotela povedati, I will switch to English, ker bi rada, da tudi Abir razume zadevo. Čeprav bi lahko tudi v slovenščini znala artikulirati zadevo, ki jo hočem vam povedati. Spet izhaja iz tega, kako ste vi definirali, da
те jezikovni pogoji samo podrejejo. Ne? Jaz pa ne bi, tako kot Sandi je lepo poudaril, jaz ne bi rekla, da te jezikovne pogoje samo podrejejo. A ne? Moramo bistveno tehnično pristopiti k zadevi. Zakaj? Problem je širši. The problem of this language is bigger. Why? Because Slovenia is not used to so well to people who are coming in last 30 years. Although Slovenia had a quite big number of priseljenci, migrants, coming in times of Yugoslavia. Also in history, the word Slovenia became very popular and officially accepted only in 19th century. Before the 19th century, there were no Slovenians. They were Štajerci, Prekmurci, Gorenci, Primorci, Dolenci, right? So the word Slovenian united these dialects and these people together in order to make a homogeneous nation type of state in the future. Okay? So we dealt with this. And then later people are coming. And because the structural point of how to keep and how to deal with the problem of people coming to Slovenia is so complex, so difficult, what do? The government. They put another level of exclusion, let's say, okay? But it's not only the exclusion level, it's also the challenge for inclusion. Can you imagine that in 30 years of independent Slovenia from Yugoslavia, 91, 2023, we have finally started talking about integration and inclusion. We found out that our country is not ready to give a simple language courses for people who are coming from non-Slavic groups of or territories, like Middle East, Africa, Asia, Latin America, and let's say. So, in comparison to other states and governments of the European Union, the tradition of inclusion is very poor in Slovenia. And because we don't have mechanisms how to include people, then we do it in this way. First, we put condition on language, and then we talk about how to make our language courses affordable and understandable for people who are arriving from Arabic-speaking countries, right? And this is now a big problem on the level of the state, because they have condition to do and to do this. So the cases you presented were very great. The language the state uses in order to suppress and psychologically suppress people who want to fight for their rights. Very good example of Roma people who have been living here for a long time, and an example of people who are arriving in big numbers from year to year. So we are not prepared to make our structures affordable and open and inclusive to accept people in these numbers. It's not, and we always say only the government is guilty and this guilty and this guilty and this guilty. Maybe for Slovenia it's time to wake up, you know, and to have a very open, you know, standpoint also. Also on the level of society, not only on the level of antagonism between some marginalized groups and the power, which is government.
it's not a joke actually. It's a very, very serious problem of our country, which is Slovenia, which cannot even handle 1,000 people with statuses. This is, I'm telling you, it's very, very difficult and it's very, very disappointing on the other side. Okay. Če nima nišče drug iz publike oziroma... Aha. Jaz bi še nekaj dodal. Se mi zdi pač pomembno, da na tem mestu povem, me je gospa odlično spomnila, ni toliko povezano z romskim jezikom, kot z izkoriščanjem Romov in romske skupnosti za uveljavitve novih zakonov v Sloveniji, kar se dogaja mesec, dva nazaj. Ne vem, koliko ste kaj zasledili v medijih, 11 županov jugovzhodne Slovenije je izrabilo položaj romske skupnosti in par posameznih primerov, ne vem, kriminala, nasilja, res posamični primeri, zato, da sedaj zbirajo v mesecu maju podpise, da bodo vložili predloge 5 zakonov. In seveda ljudje masovno podpisujejo te peticije, ampak mene vedno preseneti, da očitno se ti ljudje, ki podpisujejo te peticije za spremembo zakonov, ne zavedajo, da ko bo enkrat zakon, ne vem, za policijo, za promet, za vzgojno izobraževanje, za zdravstvo spremenjen, bo ta zakon veljal za vse, ne samo zgolj za Rome. In to se sedaj v zadnjih mesecih dogaja na Dolenjskem, da izrabljajo slab položaj Romov in skupnosti za domnevno izboljšanje seveda položaja romske skupnosti, da bodo spremenili zakon za vse. Ne? In to dejansko potem spet, kot je omenila gospa, podrejanje, nadziranje. V prejšnji vladi je bil celo sprejet dodaten zakon o varnosti in kriminalu, da lahko policija kadarkoli nenapovedano kontrolira po romskih naseljih na Dolenjskem. Mislim, zakaj? Ne? Ravno to, kar je pač gospa povedala, da dejansko te podreja sistem ne vede, ampak žalosti me to, da večinsko prebivalstvo sledi temu valu, brez da bi karkoli pomislili na to, dejansko kakšne posledice to prinaša za seboj. Torej, hvala vsem, da ste prišli. Thank you for coming. Hvala tudi naši tehniški ekipi in seveda publiki. Razpravo so moderirala Pia Zala in Matija. Sledi dogodek redakcije za kulturo in humanistične vede, tudi znan kot film Presenečenja, ki ga bo uvedla Anja Banko, nekdanja redaktorica oddaje Temna zvezda.